pri razvoju zakonodaje potrebno poskrbeti za dobro prehodnost, za to, da se omogoči vstop v ta proces tudi otrokom, za katere se izkaže, da imajo določene zdravstvene težave ali kakšne druge omejitve, zaradi katerih v rednih programih ne napredujejo dovolj hitro ali pa se pojavijo kakšne posebne težave pri tem. In seveda ti prehodi niso zadovoljivo uresničeni. In tu lahko pri pripravi zakonodaje s svetovanjem, s pomočjo tistim, ki dajo amandmaje, pomagam. In to bomo tudi naredili. Ko gre za novo šolo, sem tudi pripravljen dodati svojo besedo k zahtevam, ki so že dalj časa tu, potrebam, ki so popolnoma evidentne, ki so znane. In poleg tega treba upoštevati. Kamnik je okolje, kamor se naseljuje veliko ljudi, tu je veliko družin, tu je veliko otrok. In temu je treba posvetiti posebno skrb, ker bomo o tem govorili tudi z drugimi ljudmi v vladi, v drugih službah v Ljubljani in upam, da bo tudi to nekaj pomagalo. Hvala. Prosim. Hvala lepa. Kako torej gledate na obisk? Predsednika republike sem povabil na obisk v občino Kamnik, na delovni obisk zato, ker sta dve veji oblasti v Sloveniji, ki sta voljeni neposredno od ljudi. To je institucija predsednika republike in pa mi županje. Vsi ostali so voljeni posredno. In kot taki smo tudi odgovorni svojim volivcem in glede na to, da ima občina vrsto problemov, s katerimi se sooča v zadnjem času, prioritete so znane, se pravi dve osnovni šoli, osnovna šola Frana Albrehta in osnovna šola Toma Brejca. S predsednikom sva govorila o konkretnih rešitvah za izgradnjo oziroma adaptacijo teh dveh šol. Predsednik mi je zagotovil njegovo popolno podporo pri teh projektih, ko bo treba iskati pomoč tudi države pri tem. Mi pa bomo pospešeno izvajali proces spreminjanja ureditvenega načrta za območje K9 šole, da bi lahko v čim prejšnjem možnem času začeli s to adaptacijo najprej Toma Brejca, potem pa še novogradnjo Frana Albrehta. Govorila sva tudi o drugih konkretnih problemih. Cestna problematika, občina Kamnik ima skoraj 500 km občinskih cest. Potem sva govorila tudi o izgradnji vodovoda in kanalizacije na področju Stran, Tunic in pa Tuhinjske doline, kjer računamo na kohezijska sredstva. In pa še o tem, kako seveda izboljšati kakovost bivanja v današnjem času, kajti zgrajena infrastruktura, se pravi stanovanja, niso dovolj. Potrebno bo dati ljudem, ki živijo v teh stanovanjih, tudi neko novo kakovost bivanja, ki jo doslej niso imeli. Mogoče to kakovost bivanja predstavlja tudi knjižnica, ki odpirate ta temo? Kakovost bivanja predstavlja tudi vsekakor knjižnica, predstavlja pa to kakovost tudi, da se ne bo slišalo preveč abstraktno, predstavljajo ne nazadnje tudi vrtci, kjer bomo morali zagotoviti dodatne kapacitete, kajti tisti starši, ki gredo zjutraj v službo, seveda morajo svoje otroke nekam dati. Ta hip imamo zunaj še 250 otrok, računamo na podelitev koncesije še in potem upam, da bo ta pokritost z vrtci res že blizu tistim procentom, ki si jih vsi želimo. 100% ne bo nikoli možno, bo pa možno vsaj tam povprečje državno je nekje 80%, mi bomo seveda težili k čim večjemu temu procentu. Hvala.